Je pa zanimivo, da je tukaj ena vas noter bila zalita, čist komplet. Evo, že prvi dan naletel na radar. In tu samo 310 km pred ciljem. Vam bom jaz pol prinesel, za jaz imam s seboj brikete, veste. Ljudje, jaz odhajam na potovanje za 3 tedne. Ja, lejte, še Garfo se oglasil. Kaj, Garfo, imaš kaj pogrešal? Me boš, ne? Me boš, ja. Lejte, pa tale me bo tudi pogrešala, lejte jo. Jo, vidite, Micika, lepotica, lepa, spiš, ne? Ja, pa tale Garfi, moj lep Garfi, ne? No, v glavnem, lejte, odhajam. In tole je moj avto. No, ni moj. Dobil sem ga za napotovanje, sponzorsko, v zameno za reklamo, seveda. Orek zadeva, ne? Kaj pravite? Napišite v komentar. Cupra Formentor. Seat je to. Meni se dobro zdi. Vam ga pa pol kasneje tudi še noter pokažem. Dobro jutro. Jaz sem malo od Splita naprej. Ni šlo, da bi skozi vozil, sem mislil, da bo šlo, ampak sem ratal zaspan in če rata zaspan, je pravilo, da greš takoj spat. In takole, 3 urce sem spal, sem zdaj pa popolnoma nič zaspan, verjeten tudi malo adrenalin, ker se tega veselim, ker komaj čakam, ker mi je fino. Glih kamion gre, da bo ta ropot, ampak kaj čmo, tako je. V glavnem, zdaj imam še malo po Hrvaški, pol po v Bosno. V Bosni si bom tudi prvoščil dobre čevape. Potem pa Črna Gora, še potem pa Albanija. Komaj čakam, da pridem v Albanijo, zato ker tele mejni prehodi mi grejo na živce. To so skozi, veste, imam veliko stvari, pa vprašanje, pa zakaj 2 kamere, pa zakaj dron, pa luč, pa pa tret. V glavnem, sej, tisti, ki me spremljate, veste, da carin ne maram. Nič, to je to, da se malo javim, zdaj pa dalje gas. Tole sem pa že v Bosni in Hercegovini. V Hercegovini, če smo čist natančno. Tamle dol par kilometrov je mesto Stolac, tole je pa reka Bregava. Čudovita reka, jo že malo dlje časa opazujem, čudovit kanjon, hribi okoli, tako da se mi je zelo lepo pelati. Pelem se proti Bileči, kjer se bom tudi ustavil, kakor sem rekel, pa ene čevapčiče pojedel. Zdaj tle imajo samo v Bosni, imajo ta problem, da odpadke kar mečejo vse posod. Vidite, tamle nekaj srebrnega noter, ne. Dajte, vidite, tole, mislim, tole ne bi bilo treba, pa tamle ena steklenica. Zdaj tukaj, lejte, nekdo dela en piknik plec, tole je neke vrste roštilj, pa malo zasedeti so naredili. Zelo lep kraj, sam upam, da ljudje, ki hodijo sem, da bojo pospravili za seboj. Drugače pa, lejte, zelo lepa reka, kar vab, da bi skočil v njo. Zdaj sem pa že v Bileči, oziroma mečkan iz Bileča 2 kilometra. Tole je Bilečko jezero. Tukaj je pa ena restauracija. Vam je bom malo pokazal, ampak snemati tam ne morem, ker je ful muska na glas, pa bom v problem z avtorskim pravicam. Bom pa posnel, pa zvok stran vzel, tako da, lejte, čudovit razgled, bomo pol pa tudi če na jezero šli, pa bom tam več povedal, pa tako naprej. Mi je uspelo najdeti eno lokacijo, ker se lepo vidi jezero. Cerpeha, ker
No, drugače ta Bilačko jezero, to je umetno jezero, narejeno je bilo zato, da pač se naredi hidroelektrarna. Je okoli 105 metrov globoko, mislim, največja globina je 105 metrov. Je pa zanimivo, da je tukaj ena vas noter bila zalita, čist komplet. Pač takrat, ko so pač to zalivali, pač je ostala, ljudi so pa izselili. No, drugače pa Bilača je meni znana potem, mi smo se vsi bali, da bomo v vojsko prišli v Bilačo, ker je bila tukaj šola za rezervne oficirje, menda da to je bilo zacrknit. Pa Bilačanka je bila ena pesem, smo jo pri Tabornikih peli. Pa enega filma se jugoslovanskega spomnim, ki se je v Bilači dogajal. Tako da to mene na Bilačo veže. Zdaj pa sem še par kilometrov pa meja, gremo po Črno goro. Upam, da pridemo brez težav. Jaz sem prišel čez to mejo, teli reveži bojo pa še čakali. Sem tudi jaz čakal 45 minut. Počas gre Črnogorcem, počas, pa lejte, se ni tako dolga kolona, ampak tako je, ampak važno, da smo čez. Zdaj sem jaz prepričan, da v Albaniji bo šlo tu hitrej. Zdaj imam 2 ure čez Črno goro, pa še Albanija. Tole, ki vidite, je Slansko jezero. To je tamle 5 km naprej je mesto Nikšić. To je umetno jezero, tudi zaradi hidroelektrarne so ga naredili leta 1950. Glejte, to je ogromen jezero, tamle od zadaj ga še vidite, oziroma je več jezer, so pa povezani s kanali. Zakaj se pa imenuje Slansko? Zato, ker so bile tukaj neke slanice, tako preden so zajezili, tako je bila zemlja, nekje je bil slana pa to, in potem so tako poimenovali ta jezero. Je pa jezero čist sladkovodno in so noter ribe, za turizem je super, tako da lep, zanimiv. Kaj sem pa zdajle videl, pa ne morete verjeti. Vidite tle tega majstra, ki prodaja neke med pa neko sranje. Vidim jaz njega, gre ven, flašo ima v rok in jo preprosto vrže tle dol. Se pravi, tle je breg, ne. Se pravi, to flaša bo 100 let tle, jo ne bo noben pospravil. Mislim, kakšen odnos do narave, pa tle, ki on prodaja, ne, ki je vsak dan tle, se ne moreš verjeti, ne. Mislim, če bi jaz rečemo vrgel, sicer meni na misel ne pride, ne? Ali pa tle enkrat se ustavil, pa še flašo kaj vrgel. Bi rekel, ajde, briga, ga nikoli več ne bo tle. Ampak ta človek je vsak dan tle, ki mu moglo biti interes, da je lepo, ker se bojo tudi ljudje več ustavili, večkrat, pa če bo lepš, bojo tudi prej mu kaj kupili. On pa tle vrže flašo. Tu pa ne zastopam. Tu pa ne zastopam. Ampak tu tudi ni nič skrival, ne. To je čisto lepo vrgel. Ne, je videl, sem glih v avto šel noter. Sem še gor pogledal, je videl, da ga vidim. To mu je čisto normalno. Žalostno. Da vam še malo statistiko pokažem. Evo, tle sem dal dolgoročno, takrat sem resetiral, 643 km sem do zdaj naredil, 6 litrov je povprečna poraba, 8 ur pa 40 se pa že vozim. Nič imam pa še dobrih 5 ur, kar ne gre. Sem mislil, da bom prišel opoldne, bom pa zvečer. Pač tako je. Še zadnji mejni prehod danes, se pravi Črna gora, Albanija. Komaj čakam, da dam tole čez. Tle sem že šel 1-2 čez. Mislim, da imamo kar še nekaj, pa tle so kamioni, ne vem, a greš zdaj mem. Aha, lejte, vidite, tale bo šel mem. Zdaj, ki je šel pa tale, bo šli pa tudi vsi drugi in tudi jaz. No, pa sem še pogledajmo, kako avto žre.
Se pravi, na 5-7 je palo poraba, no zdaj moram pa nehati. Evo nas v Albaniji. Tole je Skadarsko jezero. Na meji čakal približno pol urce, zdaj pa še 3 ure pa pol do cilja. Kar vleče se. Zdajle sem pa že počas čist vsega. Vozim se tlele po Albaniji že ne 2 ure, nikamor ne pridem. Pa tu ne, kakor kaže Google mapa, ne, to je ful več, kakor kaže, ne. Tebore mi je kazalo, da bom, ne vem, 3 prišel. Zdajle mi kaže, da bom ob 8 prišel. Pa če bom ob 9, bom fejst vesel. Vroče ratalo, ke prasica. Tako da, ja. Gužva je, dajte se čist počas premikamo. Ampak, gledajte, tu so potovanje. Vse bi bilo dobro, ne, če bi jaz bil naspan, ne. Tako sem pa spal, se veste koliko, ne. 3 ure v avtu, kar je manj kaj 1 uro v postelj, ne. Tako da danes bom dobro spal, sigurno. Evo, že prvi dan na letu na radar. In tu samo 310 km pred ciljem. Na 1010 km ali 1020 km, glih 30 km pred koncem, jaz naletim na radar. To je bilo na avtocest, ki je omejitev ponavadi med 100 in 120, tle je bila pa 50. In jaz sem pa glih 120 per letu. Veste, kako je? Vsega imam poven k, ves sem znaliman, 21 ur sem že v avtu, žen sem, saj imam cel kup za pit, samo je vroče in mi sploh ni za pit. Čakam, da prijem apartma, da v hladilnik dam, ne. In seveda, malo bolj hiter voziš, ker češ hitro v apartma pridet, ne. Zdajle sem pa tlele nekje parkiral pri eni črpalki in zalivajo, pa mi bo še avto zalil, tako da fino. No in dajte v komentar napisati, kaj mislite, koliko sem kazen dobil. Bom pa pol na konc tega videa povedal, koliko sem kazen dobil, tako da dajte napisati, kaj mislite, koliko sem. Sem pa hitrost prekoračil za več kot še enkrat, tako tok, da boste vedeli. Neč zdajle pa še teh 30 km do apartmaje, oziroma sploh ne vem, kva imam. Apartmajček imam, ja, studio se mi zdi. Gremo. Kakšna cesta. Zdaj pa naj tule. Pa gradbišče. Zdaj tle gor desno. Imam občutek, da tule ne bo čist prav. Nisem še po ta pravi cesti, le bi mogel naprej jet. Ne vem, zakaj sem, no, saj upam, da je tako. Sicer tamle sigurno ni, no, tako da, ne vem, bomo videli, kako bo tole ratalo. Sem en review bral, in je bilo malo tako napisano, da je kar težko najdeti. Vila, oda, nekaj, hotel, bilo. Pa menda nekele gor. Gremo najprej kele pogledat, glede kakšna cesta je tamle gor. Čak, za Bog ne dej. Zdaj, tamle je pisala ena tabla, ampak ona ima v angleščini napisano imene. Tole po teli cest gor, ne bi šel hudurat, pa po rikverc morda dol,
tako da grem prej kam drgam pogledat. Čeprav, kakor gledam zemljevid, imam jaz kar občutek, da je tule. Bom kar probal, jebi ga. Sem da kaj obrne. Madonna. Se mogo imeti na vse 4, da bi tule gor prišel normalno, lejte. Tole še Pogačar ne pride z biciklom, vam garantiram. Aha, no, če ne drugo, tole se vdalo obrniti. Po mojem ne bo tle, tako da grem nazaj. Samo molim Boga, da ne bi gli zdajle kakšen šel gor. Hvala Bogu ni. Fuj, jebem ti. Prehiter sem kele. Ni pa ne, ja bogi kožel, lejte ga, kožel, kuško, imam jaz nekaj za jezate, veš, ti bom dal, a lejte, so tle še, ja, vam bom jaz pol prinesel za jest, imam seboj brikete, veste, imam. To je za popizdet, ni. Kaže nekam uni smer, sem ne grem z avtom, kam tle pusto, pa bo kdo znoril, ampak ne vem. Prijazni pa so neverjetno vsi. Tlele mi je zdaj en poklical žensko, mu je razložila, on meni razložil, tako da upam, da pridem. Evo, prišel, hvala Bogu. Razgled res čudovit, vam ga jutri pokažem. Bo boljš zdaj že tam, Vid se mesta malo. Tole drugi imajo še veliko boljše, kaj jaz. Ja, jaz sem najcenejšo vzel. Mislim, ampak, vete, čist dober. Čist nobene potrebe, da bi hotel človek boljš. Vete, kako dela. Vidim pa, da tudi tale GoPro se mi zdi, kaj je nov, 13 je, da boljš dela na umetni svetlobi, lejte. Jaz čisto nič drugega ne rabim. Če bi bilo pol slabše, bi bilo še zmeraj dober. Lejte, tudi WC, kopalnica, tuš veliko. Lejte, tako da vrhunsko, če mene vprašaš. Vrhunsko. Kaj pa ti misliš, napiši v komentar. Dobro jutro iz Albanije. Evo me, zdaj sem tukaj na terasi svojega apartmajčka spočit, ker sem bil crkjen, čist crkjen vam povem. Bil sem 23 ur v avtu. Od tega sem 3 ure spal, ampak se veste, kako se v avtu spi. Fej slabo. Tako da sem prišel tako zmatran, vroče je bilo. Noro, ne vem, kako sem bil lahko tako neumen, da sem se tu odločil priti v enem dnevu. Jaz se tu kar rečem, saj bo šlo. Saj veste, kje v življenju je dobro, da rečeš, saj bo šlo, ni problema, ne. Kje pa tudi ni dobro, no. Tako da tlele mogoče bilo boljše, bi jaz nekje v Črni gori prespal, ali pa pol takoj, ko bi prišel čez mejo v Albanijo, ne. No, sej ne bom rekel, veste, na trenutke sem v vožnji kje užival, je bilo fino. Rečemo, tam od Bosne pa do, tam v Bosni, ki je konc avtoceste, pa do Bileče, fantastična pot, fantastični razgledi, pa tudi čez Črno goro je bilo super. Prvič sem šel čez Nikšić, videl tisto slano, ni glih slano, malo drugače se imenuje, jezero z otočki, fantastično. Videl sem tudi samostan Ostrog gor v Stenah. Tu sem ga zato videl, ker sem že enkrat bil, pa sem videl table, da so, pa sem pogledal, sem rekel, tamle nekje more biti. In je bil,
pa pol tudi po Albaniji, ki sem se ob Skadarskem jezeru pelal, vse ne čisto ob jezero, ampak vidiš jezero gore v zadaj na črnogorski strani. Fantastično, vam povem, to je fantastično, ampak bil sem preveč utrujen, preprosto sem bil preveč utrujen in to ne gre, tako da takih dolgih poti se jaz ne bom več šel. Je pa res, ne, da tam je 12 ur kazalo, jaz sem rekel 6 ur, 6 ur v enem šusu, malo se ustaviš, pa še 6 ur pa bo. Ni tako, veste, ta Google zemljevid, kakor sem jaz pogruntal, nič ne šteje unih stvari, ki čakaš na meji. Jaz sem šel počez 3 meje, ne. Tako da mi je tudi tu vzelo ene slabe 3 urce. Tako da, pa tudi pol, ko sem prišel čez mejo v Albaniji, se pravi, zdaj pa ni mej, zdaj bo pa tudi točno bilo. Pozab. Še zmeraj mnogo več časa sem porabil, kakor je bilo treba, s tem, da sem kar hiter gonil, saj sem vam povedal, še na radar sem naletel, ne, in tudi ta prvi dan. Se pravi, pol semle sem zvečer prišel, kakšne kalabocije sem imel, da sem do sem prišel, ste videli, to je bilo noro. Drugače pa, tle malo pogledam dol, ker imam telefon, da kaj ne pozabim povedati. No, Albanci izredno prijazni, tlele dol, nižji, si sem povedal, eden, kaj sem ga vprašal, kje pridem do tle, takoj, dej telefonsko pokliče to žensko, se vse zmeni, una ženska mu razloži, men, tako da sem pol najdel tlele gor, ne, sej razgled je lep, ampak gor prideti je pa tudi težko, ne, tako da, ja. No, zdaj, da vam pa povem, kako se je rešilo glede radarja, ne. Ja, kakor sem rekel, kar orenk sem naletel. Čeprav ne ta avto, to mi je ful všeč pri tem avtu in tu se je verjetno, da zdaj večinoma ta novih tu ima. Če greš ti prehiter, ti piska. Prav ima noter, ve on, koliko po cesti lahko greš, in če greš hitrejš, ti piska. Ne neki ful, taki malo zvoki so. To bi mogli še pojačati, če mene vprašaš. Ampak seveda, to nisem upošteval, ker sem hotel čim prej prideti, no, in pol radar. In sem si gruntal, sem rekel, morda bo pa šlo čez, ko sem tujc, ne. In je šlo. Spustil me je. Ustavil je še enega drugega, on je še dlje ustavil, pa še bolj v rikverc rinil, kaj jaz. Me najprej vprašal, če sem znemo, ker me je hotel preveriti, najbrž, če sem tujc, sem rekel, ne, mislim, če sem tujc, sem s kom, sem rekel, ne, nisem, sam sem, ne. No, in po me človek spusti, sem se lepo zahvalil. Sej, če bi bilo tam treba, da 20 evrov ali pa tudi 50 v končni fazi, nič za to, samo ne, zdaj, da niso kakšne une fore, ki v Bosni, ti vzame dokumente, pa plačati, pol prid pa, prijazna šefica šlamem, pol prid pa na policijo po dokumente, ne. Še tega bi sem treba. Pa lejte, tudi en dober občutek, ki me je spustil, ki so ljudje, vidiš, da so prijazni. Vidim zdaj, da me ne bojo policaji lovili tle v Albaniji, da me bo nekje probal kazen zaračunati, pa čeprav nisem prekrška naredil, ne. No, iskreno povedano, nisem pa prepričan, če je tu čist prav, da me je spustil, ne. Verjetno bi bilo prav, da bi plačal vsaj nekaj, da bi me izučilo. No, sej izučilo me je, zdaj bom bolj počas vozil, ne. Drugače pa policije tukaj veliko, ogromno, ampak jo veste, mora tudi biti, ker ljudje kar noro vozijo, ne, preveč noro, tako da bi mogli še bolj biti aktivni, ne.
Tako no, si pravim, dober občutek, da me je pustil, ne. Če me kazen dal, bi pol skus živčen bil, kje mi bojo spet dal, ne. Tako da zdaj pa vidim, da ne bo to neke hude sile. No, zdajle pa drugače, no, naspal sem se. Sem bil, si pravim, eno noč ne spal, pa še veste, koliko sem prej delal, prej sem je šel v sredo. V sredo, jaz sem hitu, samo gaz, da mu vse naredil in sem šel ultra zmatran na pot, ne. Zdaj se tudi jaz tu ne vem, kako sem lahko tukšna budala, ne. Namesto, da bi jaz tu mu vse prej pripravljeno in bi ta zadnji dan šel jaz ob 3 popoldne malo preležat, da imam že vse spokano, ob 10 se pa samo v avto usedem, pa grem. Ne, jaz moram vse ta zadnji dan, ne vem, ampak sej zdajle, če dobro pomislim, mislim, seveda se da to rešiti, ampak jaz tudi v ponedeljek nisem nič zabušaval. Tudi v nedeljo nisem zabušaval, sem delal, ne. No in po bi se pa dalo, ja, v enem kosu lepo, čist normalno, pa prideti pa še relativno spočiti. Samo jaz tu zgleda ne znam. Se bo treba še tu naučiti. No, drugače pa zdajle prvi dan, ne, zdaj ajt je tu že drugi dan, ampak rečemo prvi dan, ko sem tle, je najbolj smotan. Zdaj moram je dol denar zamenjati, ker imajo tle svoje, mislim, da imajo leke, albanski leki, nisem prepričan. Pol moram SIM kartico si urediti, čeprav moram povedati, sem na Telekomu zakupil za 16 €, opcija internet, ta Balkan, imaš vse te države, imaš 10 dni, ne, en mesec imaš 10 giga, pol imaš pa, je kao neomejeno, ampak pol imaš pa ful počasno, ne, tako da na unu ne računa, 10 giga imaš, glejte, tu za vas je tu ful, vse dost, jaz rabim več, zato ker se veste, skozi storije objavljam na Instagramu, tako da ja, če me hočete, bi rekel, skoraj uživo spremljati, ne, me zasledite na Instagramu po Tomaž Gorec, skozi storije objavljam in skozi vidite, kaj vidim, kako poteka moja pot, kakšne težave imam. No, včeraj sem to spustil, te težave, ki sem jih imel najdeti do apartmaja, zato ker nisem volemu. Sem pa vse, kakor ste videli, posnel iz GoPro, ampak da bi pa zdaj vse dvojno snemal v takih težavah, še s telefonom za story, ajde, to pa nisem, ne, tako da, ne, drugače pa zmeram, ja, story vse, evo, lejte, danes, zjutraj sem že 2 objavil, ne, tako da na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec, pa me zasledite. Pa gledajte, ko gledate te story, dajte kdaj kakšen všeček klikniti, veste, to pomeni pol, da Instagram večjem ta story ponudi, no. Ejte, če se že tukaj trudim, mislim, da si zaslužim, pa tudi zgleda, da je zelo zanimivo, ker zdajle ljudje gledajo tukaj norci. Res, tako da sem vesel iz tega vidika, ne. Ja, kje smo bili? 10 giga pri Telekomu, zakaj sem zakupil? Zato, ker v Črni Gori ne bom zdaj kartico iskal, ne, pa sem se sam čez pelal, internet pa skoraj moraš imeti, če ne drugega zaradi Google mape, ne. Pa dober, jaz še podcaste poslušam vmes, tako da sem še za to rabil, pa spet sem rekel, ko v Albanijo pridem, bom spet iskal internet, tako da mi je ful prav prišel, da sem prišel do sem, pa pol na Kosovem bom tudi sam dan, 2, tudi ne bom zdaj tam nekje iskal, pa kartico kupoval, ne, in tudi najbolj dražje v končni fazi, ampak tu sploh nima veze, ali je 5 € dražje ali cenejše, ampak, veste, tu zdajle mi je fejst težko ujeti dol, najdeti parking, najdeti najprej neko Vodafonovo office, najdeti parking, tu bo še najbolj problem, pol pa zrihtati, no ti zrihtati ni problem, parking najdeti mi je najbolj problem, ne. Tako da na Kosovu ne bom nič kartice, pa isto tudi v Makedonijo, ko pridem, aha, nimaš takoj, imaš malo tega, tisto za najbolj nujno, pa kartico kupim, ne. Tako da tu Telekom
ima zelo dober, moram pohvaliti. No, drugače pa, že preden sem šel jaz od doma, ne, to bo pa še od šefice sestra najbrž, so zelo prijazne ženske. Moram jih prositi, če mi bojo malo kruha dale, da ne bom dol hodil. Mislim, ne bom jih prosil, vprašal jih bom, kje je trgovina, da moram kruh kupiti, pa upam, da bojo pa ponudile ga, ker se mi ne da dol hoditi pa nazaj gor. Če pa bo treba, bom pa šel, nič za to, ne. No, v glavnem, jaz ljudje že, ker sem se v torek peljal domov iz firme, sem se čisto počasi peljal, občutki taki dobri, da vam ne morem povedati, sem se rekel, grem. In že prej sem vedel, tole bo moje najboljše potovanje do zdaj, ne. Veste, kdaj sem nazadnje rekel, da bo moje najboljše potovanje? Glejte, mogoče se motim, mogoče sem kaj spustil, kaj pozabil, star sem že, to se naredi, ampak jaz mislim, da sem nazadnje rekel, da bo to zdaj, da pričakujem, da bo moje najboljše potovanje, tako sem šel Črna Gora, Kosovo, malo Albanije, bolj severni del, pa čist majhen del Makedonije. No, zdaj pa po 3 letih pa spet to rečem, ne, zdaj, zakaj glih tu? Ja, lejte, prvi razlog je ta, da greš s svojim avtom. To jeti s svojim avtom, ljudje, to je tak luksus. In eni hodijo v Albanijo z avionom. Jaz ne bi šel nikoli v Albanijo z avionom, ker tu, ko imaš svoj avto, prtljage, kakor češ, to je tak luksus, da ti ne morem povedati. In zdaj ne, če greš ti z avionom v Albanijo, ja, sej ti tudi tu nekaj cajtov vzame, ne. Lejte, prideti na letališče 2 ure prej, če greš s svojim avtom, moraš tam parking drago plačati, če te kdo pele, še nemu cajt kradeš, pol pa, ko prideš, tudi rent-a-car urediti, tudi ti tudi vzame saj 1 uro, če ne 2 ure. Ne, povem pa, pa se pa raj vozim z avtom, ne vem, 15 ur rečemo, ne, pa imam svoj avto, pa jaz nisem v Tirano preletel, jaz sem že prej nekaj videl, ne, tako da to svojim avtom jeti, ljudje, to je luksus, tudi v Turčijo, jaz tudi v Turčijo bi šel s svojim avtom. Ne, dobro, če gre zdaj v Istanbul za 3 dni, je to drugo. Ampak jaz tudi tako planiram, ne, eni žal imajo, pač tako nimajo tega luksusa, ki ga imam jaz, da grem lahko, mi vseeno grem za 2 dni več, za 2 dni manj. To zdaj ne pomeni, da nič ne delam, ne. So mi že ljudje pisali, da sem lenuh, da samo okoli hodim. Ljudje, jaz, ko sem doma, delam po 15 ur na dan, delam sobote, delam nedele, delam praznike, vse delam, tako da jaz še zmeraj, jaz sem prepričan, da naredim vsak let veliko več delovnih ur, kakor je povprečje v Sloveniji. Prepričan sem. Ker veste, tu ure se kar hitro nabere. Če ti delaš 16 ur, pa 16 ne glih, ajde 14, pa kar veste, jih pa kar vsak dan. Pa pol delaš sobote pa nedele, ne. Tako da to ful nalese. Pa pol veste, še na potovanju malo delam. Ja, ni da čisto nič ne delam. Pridejo stvari, ki jih moram narediti, ne. Tako da ja, jaz imam ta privilegij, da lahko grem, si rečem, ma ne bom šel za 5 dni, bom šel za 7 dni, lejte, za 3 dni v Albanijo, res nimaš kaj z avtom jeti, ne. Več za 10 dni, pa ne bi šel z avionom ni pod razno, ne. Pa raj z avtom, pa če se 4, koliko je tu cenejš v končni fazi, ne. Meni je tu kar drago, ker sem sam, ne. Ampak ja, lejte, jeti sam je tudi luksus. Mislim, to je luksus. Seveda tisti, ki ste v partnerstvu, pa greste z družino, pa tretji, razumem vas, da to z družino je luštno jeti in jaz žal nisem v te sreče. Ja, lejte,
Če bi mu pa eno žensko, tako, ki bi jo morat, pa normalno, pa da bi zdaj tle skakala zraven dva taka fanta, ki sta moje dva nečaka, Janez pa Andraž, ne, jo, bi bilo tudi fino, ne, super. Čeprav drugače, pa kar se snemanja tiče, ste mi pa ljudje, tu ste mi vi povedali, sam sem pol pa še do konca sprocesiral. So pa moji videi veliko boljši takrat, kadar grem sam. In tu drži, ker lejte, ne. Da če te še enega mu, ne. Evo, tu zdaj že 17 minut snemam. Ja, jaz ne moram zdaj njega pustiti, ne. On bi verjeten rečil čim prej dol, ne. Da gremo kaj pogledat, ne zdaj, da me ne čaka, da tle snemam, ne. Tako da par vas mi je tudi pisalo, ne, zakaj nisem povedal, da grem, da bi tudi oni z menoj šli, ne. Ne, lejte, tukaj, lejte, sem dobil tudi veliko ponudb, da bi šel še kdo z menoj, sem rekel, ne, lejte, jaz tole preprosto hočem iti sam, ker jaz sam uživam. Res in, ja, morda sem čudak, ampak bolj uživam, če sem sam, ker če sem pa še s kom. Veste, vam bom tako povedal, ne, tudi če prdneš, ti ni treba gruntati. Prdneš, pa je stvar rešena, ne. Tako da, to sem povedal, da te bolj razumeli. Tako da, meni je tako dobro, ne, čeprav, kdo mi pa kdaj napiše, ja, vse super, samo si bogi, ki ti je verjeten dolg čas, ko si sam. Ljudje, tudi sekundo mi ni dolg čas, res, to moram povedati. Verjeten tudi, ker sem tudi tukaj zaposlen z vsem tem snemanjem, pa tako naprej. Tako da, tudi knjige sem s seboj vzel. Bojim se, da ne bom tudi ene tudi odprl, ne. Morda tam na Lefkadi, ki bom Silvota obiskal. A ja, še en plus, da bo tu res dobro potovanje, da bo najboljše potovanje. Je pa še tukaj, bom šel pa za ene 3 dni, morda 4 Silvota obiskat na Lefkado, ker on kajta tam, pa bom še malo kajtal, pa tu. Mislim, lejte, ja, moram čisto pravic povedati, tole, zato, ker Silvota obiščem, vsaj za 10%, ma ne, še več, morda 20% to še potovanje poboljša, ne. In ja, lejte, navdušen sem, res sem navdušen, tako sem navdušen ljudje, ne. Lejte, tudi, ko sem štartal od doma, ne, pa je bilo pred menoj še 1020 kilometrov, ali koliko sem jih naredil. Naredil ne vem, koliko sem jih, vem, koliko jih je pisalo. Prve 2 ure, ko sem se vozil, nobenih težav, niti nisem bil še zaspan, niti nič. Prav užival sem, ker sem bil sam svojim mislim, razmišljal. Sej se niti ne spomnim, kaj sem se razmišljal, vem pa, da sem to, ne. Kaj mi je super, da grem jaz takole lahko na potovanje. Jaz sem že kot otrok gledal tistega film Marko Polo. Sem rekel, jaz bi tudi tako raziskal. Pa bral sem knjige od Jamesa Cooka in sem tudi hotel biti en tak raziskovalec kot James Cook, tako da to je že neka želja od malega in ja, nikakor ne primerjam jaz zdajle tole, ne primerjam, da je tole moje potovanje kaj posebenega ali pa da ima kakršnekoli veze z Markom Polom, nikakor ne, ker veste, eni samo čakajo, da mi bo lahko grd komentar napisal, mi že piše take grde komentarje. Tamle sem v skupini potovanja Samo moja ljubezen sem napisal, grem v Albanijo, je kdo že bil, mi lahko kaj priporoča. In sta se 2 bolnika, ne morem drugače reči, najdla. Kako pa to, tak popotnik, kot je Tomaž Gorec, pa mora iskati informacije o drugem, ne znaš sam pogledati, on to tret. Sem si mislil, nisem napisal, sem si mislil, oziroma nekaj sem si mislil, budale. Pa Madonna, noben internet ti ne more dati toliko dobrih informacij, ki pa nekdo, ki je že bil.
Ne, ampak ljudje iščejo, da mi bojo kaj napisali, ne. Sej tudi, glejte, jaz ne mislim, da je tole moje potovanje kaj posebenega. Veste, koliko Slovencev gre v Albanijo? Ja, še pa še. Ne mislim, da sem kaj posebenega. Je pa res, da pa ne vem, če kdo tukaj strastjo to raziskuje, kaj jaz, pa gre na vsak hrib, pa pa tret, pa posnamem jaz, zato ker sem jaz tak, ki sem, lahko gledate, ne. Tako da... Ne razumem teh, sem mislil reči, da ne razumem teh zagrejenih komentatorjev, pa jih razumem, ja, sej, če imaš beden life, ki si navošljiv vse drugem, ne, ja, čist, lejte, sej, mene bi bilo sram take pisati, ker s tem sam pokažeš, kako si ti navoščljiv drugem, v tem primeru meni. Lejte, jaz nobenemu popotniku nisem navoščljiv, kakam gre, in jaz tudi, če kaj kdo objav, jaz mu zmeraj pozitivno komentiram in tudi, če en popotnik, če najdu neko super destinacijo, super zanimivo, tret, jaz rečem, wow, super, še meni si dal idejo, pa inspiracijo, pa tako in ljudje, če vam lahko dam en nasvet, ljudem, ki gre boljš ka vam, kjerkoli, ali na osebnem življenju, ali v poslu, ali kjerkoli drugje, ne jim biti navoščljivi, pa joj, ker sam komu ne bi šlo, ker bi se mu nekaj slabega naredilo. Ne, v teh ljudeh iščite inspiracijo. Inspiracijo jaz vseh boljših youtuberjih, ki sem jaz. Pa ne sem boljših, tudi unih, ki so slabših, ker ni noben človek najbolj pameten na svetu, da bi vse najboljš vedel, tudi od unih slabših se naučiš. Oziroma, hotel sem reči, ne, iščite v teh boljših inspiracij, pa se učite, jaz se učim od boljših, pa tudi od slabših. In veste, na kaj sem ponosen jaz? Da sem toliko pameten, da vem, da nič ne vem, da se moram od drugih učiti. Ne, tako da, in tudi na te ljudje, ki mi pišete grde komentarje, jaz nisem nič jezen, ker, ali pa da bi rekel zdaj, bom pa jaz jih nekaj zajebal nazaj, ali pa ali pa tret, ne. Ne, se vas že življenje tepe, ne. Veste, kaj se mi velikokrat naredi in to mi gre drugače na živce. In tudi tlele, ki tule gleda, se bo videl v tem, bo sebe prepoznal, ne. Te pa mi grejo na živce in te me pa motijo, ker ne vem, kako odreagirati. Veste, koliko ljudi imam jaz, ki so me hejtali, pisali take grde komentarje, zdaj hoče biti pa prijatelji z menoj. Pa bi se kar nekaj dopisovali z menoj, pa na kavice hodili, pa nekam me vabili, pa z menoj na potovanje šli. Pa ne vem, kako odreagirati. Nimam teh jajc, ne da nimam jajc. Ne vem, če je to čisto pravi način, da bi mu napisal ti, lej. Pejt malo pogledat, kaj si pisal v meni, ne. Kaj si meni pisal, kaj si tam javno pisal. A ti zdaj misliš, da bom jaz tole pa pozabil? Pa bova midva zdaj pa best frenda. Ne, žal, ljudje ne gre tako, ne. In tudi ljudje, ne delajte na odnosih, ne pozabite prijateljev, pa tako naprej. Ne vzemite si cajt za njih, nimaš cajta, imaš ful vsega. Pa ne, reci si, pizda, enkrat na teden bom pa šel s prijateljem ta boljšem na kavico. Ker če ne ga ne boš imel, šval imel, ne, tako da tle tudi jaz si premalo časa za ljudi vzemam, tiste, ki so mi bliz, pa imamo res tudi dobre odnose in je res škoda, da jih kvarim
Mislim, kvarim, nič jih ne kvarim, ampak veste, zbledijo, tako kot ne vem. Še kamen na soncu začne počasi propadati, ne. Fejst počasi, tako da nič, to sem vam hotel povedati. Imejte se, uživajte, spremljajte me še naprej. Lejte, pejte v naravo, no, lejte tudi, lejte, če vam čas pa denar ne omogoča, da greste na neko tako potovanje, kot sem šel jaz, ne. Pejte v hribe, imamo toliko lepih hrib v Sloveniji, pejte v hribe, fantastično je. Pa uživajte v tisti naravi, pa rečete si, wow, kaj sem jaz dobrega zase naredil, da sem šel tule ven, fino prešvical, nadihal se svežega zraka, videl vesele ljudi okoli sebe, ne. Pejte to, ali pejte v Bosno, če se štirje zmenite, boste tako poceni čez prišli, da boste pa rekli, pa saj tle skoraj ceneje živeti, kakor v Sloveniji, ne. Zdaj, če boste šli v Bosno, lejte, na mojem YouTube kanalu, pa na mojem blogu tomasgorec.si najdete toliko informacij, da vas ne sme biti strah, da kaj ne boste najdel, da se kaj ne boste znajdel. Sam še tole povem, pol pa grem. Lansko leto je bilo, grem jaz tam z enega lokala, Evropa v Trebnjem, to je v sklopu Špara, grem proti avtu iz Špara, pa ena punca pride, stara 35-40 let. Prav, Tomaž Gorec, sem rekel, ja, dober dan. Prav, veste, da sem glih z Bosne prišla. Sem šla, ker ste vi tako dobro rekel, da se treba samo odločiti, pa evo, in sem se odločila in šla in sem vam ful hvaležna, da ste mi dali ta namig, to spodbudo, ker drugače ne bi šla, ne. Tako da razmislite mogoče, če bi bili tudi vi tako pogumni, kot je bila ta punca. Nič, zdaj pa moram iti kartico urediti, denar zmeniti, pa še kaj videti, ne. Ajde, živja.